Aleksandar Čeferin je prek Evropske nogometne zveze UEFA na globalnem spletnem portalu YouTube blokiral že drugo našo oddajo, kjer smo govorili o njemu, torej Aleksandru Čeferinu. Ampak naše poročanje že povzemajo tuji mediji, denimo norveški spletni portal Josimar, kjer so specializirani za raziskovalno novinarstvo na področju nogometa. Razumemo gospoda Čeferina, da se boji kritik na svoj račun, saj trenutno preživlja zgolj nadomestni mandat predsednika UEFA, toda z blokiranjem oddaj VE Faktor se novinarjem pač ni mogoče izogniti. Tudi če vsi ostali slovenski mediji obmolknejo. Zato bomo delo Aleksandra Čeferina spremljali še naprej, hkrati pa raziskovali, ali je Čeferin res postal predsednik nogometne zveze Slovenije na način, ki ni bil zakonit. Drage gledalke, dragi gledalci, to je bilo za danes vse. Se vidimo jutri ob istem času in ne pozabite, resnica boli, komentarji še bolj. In ni vseeno, kdo kaj reče.